Slovenije na temo, ali prodajni avtomati ostajajo neizkoriščen potencial za spreminjanje prehranskih navad. Najprej nekaj navodil, če tako rečem. Konferenco bomo snemali. Zato prosim, da tisti, ki ne govori, da imate izklopljene mikrofone, da ne bi povzročali kakšnih motenj. In pa seveda, če se slučajno kdo ne bi želel videti na teh posnetkih, ima lahko kamero izklopljeno in bo najlažje sam rešil to težavo. Drugo, imeli boste možnost postavljati vprašanja ali izražati svoje mnenja na dva načina. Preprosto tako, da boste tam v spodnji vrstici na reactions označili roko in jaz bom to videl in vam bom dal potem besedo, seveda po vrstnem redu, ali pa na vprašanje, če ne želite nastopati, da tako rečem javno, zapišete že spet v spodnji vrstici, kjer piše chat in naši govorci bodo odgovorili na to. Kot smo že navajeni, bomo takoj po koncu konference vsem v elektronski obliki poslali tudi izjavo za javnosti, kjer so povzeti glavne misli govorcev in pa seveda glavna sporočila tega. No in moji sogovorci danes so magistra Nataša Jan, direktorica Društva za zdravje srca, potem iz Zveze potrošnikov prihajata magistra Anja Bolha in Jasmina Bevc-Bahar, potem dr. Ljubislava Škibin iz Zdravstvenega doma Sežana in dr. Blanka Vombergar iz izobraževalnega centra Piramida v Mariboru. Profesor dr. Matjaž Vogrin pa ima sestanek na višjih nivojih, je pa dal svoje pisna stališča in smo mu zelo hvaležni. Njegova podpora kot strokovnega direktorja UKC Maribor za nas vse pomeni zelo veliko, hkrati pa seveda prispeva k temu, da bi to temo tudi še nekako močneje predstavili v javnosti. Tako, zdaj bom pa jaz mikrofon izklopil, priklopila se bo Nataša Jan iz Društva za zdravje srca, torej naša direktorica, ki bo podala uvodne misli. Izvoli. Ja, lepo pozdravljeni s strani celotnega sedeža Društva za zdravje srca in ožilja in želim vam zanimivo in koristno, pa tudi informacije bodo dobrodošle za javnost, novinarsko konferenco današnjega dne. Torej, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je že v začetku svojega delovanja pred 30 leti pristopilo k delu na področju izboljšanja prehranjevalnih navad ljudi, torej za ohranjanje zdravja, zdravja srca in ožilja ter varovanja preventive pred nastankom tudi ostalih kroničnih nenalezljivih bolezni. Leta 1993 je društvo ustanovilo blagovno znamko varovalnega živila, to je ta že kar dobro poznan stiliziran srček z napisom Varuje zdravje za označevanje ustreznih zdravju prijaznejših živilskih izdelkov in z možnostjo takšnega označevanja je spodbujalo tudi slovensko živilsko industrijo k proizvodnji ustreznih izdelkov, ki varuje zdravje s poudarkom na zdravju srca in ožilja. In to so živila z manj maščobe, nasičenih maščobnih kislin, z manj soli, sladkorja, potem z nižjo energijsko vrednostjo, z veliko prehranskih vlaknin. In ta varovalna živila so doživela odličen sprejem s strani proizvajalcev živilskih izdelkov in so tudi postala vodnik potrošnikom pri nakupu živil v trgovinah. Med ljudmi je postal znak prepoznan, vedo tudi za njegov pomen.
Neustrezen način prehranjevanja je namreč eden od bistvenih dejavnikov tveganja za nastanek prekomerne telesne teže in debelosti, srčno-žilnih bolezni, pa tudi drugih kroničnih nenalezljivih bolezni. Ampak zakaj sem to na začetku povedala? Ker to se ni zgodilo v kratkem času. Potrebno je bilo desetletje in več, da so se prvič ponudbe spremenile, pa tudi, da so ljudje spremenili svoje vzorce prehranjevanja. Spreminjanje navad, predvsem pa prehranskih navad, je trd oreh in zahteva svoj čas, da se prehranske navade spremenijo pač v smeri zdravja. Ampak z vztrajnostjo, z ozaveščanjem, promocijo zdravega načina življenja se tudi to da. Pomembna pa je seveda ponudba in dostopnost ljudem teh zdravju prijaznih živil. Zdrave izbire morajo biti na voljo v čim večjem obsegu. Pred 2 letoma se je društvo pridružilo Zvezi potrošnikov Slovenije v projektu Moja izbira, je veška ješ izbira, ki obravnava ponudbo hrane v prodajnih avtomatih, v zdravstvenih inštitucijah in na fakultetah. Te bi morali biti vzor za nudenje zdravih izbir hrane, ne le zaposlenih v teh ustanovah, ampak se pravi, ta vir zaposleni mnogokrat koristijo za vmesne prigrizke, nekateri pa celo za obroke, ampak tudi bolnikom, obiskovalcem zdravstvenih inštitucij in študentom na fakultetah. Predvsem zaposleni in študentje preživijo po večini kar tretjino dneva v teh inštitucijah in so zanje živila iz prodajnih avtomatov pogosto edina izbira ali vsaj pretežna izbira. In odličen projekt Zveze potrošnikov je že pokazal mnoge rezultate, ampak tudi to, da ponudba v prodajnih avtomatih ostaja še neizkoriščen potencial za spreminjanje prehranskih navad. Ampak se kažejo prve znamilke tudi tega. Ljudje si želimo zdravih izbir, to so lahko okusna živila, ki so energijsko lažja, polna vitaminov, mineralov, zdravih maščob, s čim manjšim deležem enostavnih ogljikovih hidratov in počasi bodo osvojila uporabnike prodajnih avtomatov za hrano, če bodo le imeli možnost zdravih izbir v njih. No, toliko za uvod z moje strani. Hvala lepa. Zdaj pa naj mikrofon prižge gospa Anja Bolha iz Zveze potrošnikov Slovenije. Lep pozdrav, mi bom na Zvezi potrošnikov nekoliko spremenili vrstni red. Bom začela jaz, Jasmina Bevc-Bahar. Bom pa samo pripravili kratko prezentacijo, pa jo bom kar delila z vami. A vidite prezentacijo? Se vidi, super. Ja, se vidi. Torej, kot je že Nataša predstavila, današnja aktivnost poteka v okviru projekta Moja izbira, je veška ješ izbira in sicer s ciljem zagotavljanja bolj zdrave izbire na prodajnih avtomatih. Samečkan, malo nagaja. Evo. Dejstvo je, da so nekako okoljski in socialno-ekonomski dejavniki bistveno prispevajo k epidemiji debelosti, zato je nekako zdravo in uravnoteženo prehranjevanje ter zadostna telesna dejavnost so pomembni v vseh življenjskih obdobjih. In pri tem ima prehranjevanje zunaj doma, tudi nakup hrane v prodajnih avtomatih, neko pomembno vlogo. Zato smo na Ministrstvu za zdravje prijavili projekt, pri katerem sodelujemo Zveza potrošnikov Slovenije, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Smo pa tudi povabili k sodelovanju ponudnike avtomatov, namreč brez njih nekih sprememb ne bomo mogli doseči in smo zelo veseli, da so se pozitivno odzvali na naše aktivnosti in nas tudi podpirajo pri izvedbi pilotnih avtomatov, o čemer bom več povedala v nadaljevanju. Se pravi, nekak skupni cilj vseh naših aktivnosti je študentom, obiskovalcem, bolnišnic in socialno-zdravstvenih zavodov, pa tudi pacientom in zaposlenim omogočiti možnost zdrave izbire v avtomatih.
In sicer k tem našim ciljem, ki smo si jih zastavili, stremimo k povečanju ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznih živil, ki so pomembna za ohranjanje zdravja prebivalcev. S tem tudi prispevamo k nekako dviganju deleža ozaveščene populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje, in tudi okrepitvi zdravja socialno-ekonomsko ogroženih s povečanjem dostopnih zdravju koristnih živil. Tukaj lahko še omenim, da na Zvezi potrošnikov Slovenije tekom naših aktivnosti, ki so vezane na informacije o bolj zdravi in uravnoteženi prehrani, vse skozi izpostavljamo tudi aplikacijo Veš, kaj ješ. To je brezplačna aplikacija, ki potrošniku pomaga izbirati bolj zdrave izbire. Če si je na svoj pametni telefon, preprosto v trgovini poskrenete črtno kodo živila in preko prehranskega semaforja vam aplikacija sporoči, kako ustrezno je živilo in vas morda spodbudi, da neko živilo date nazaj na polico in izberete nekoliko bolj ustrezno živilo. Se pravi, z vsemi našimi aktivnosti mi želimo prispevati k oblikovanju okolja, kjer je zdrava izbira preprosta. In tukaj avtomati imajo pomembno vlogo, ker so določene študente, obiskovalce zdravstvenih ustanov, paciente v določenem momentu edina opcija, ko so lačni in žejni. In ključno je, da se pravi, imajo vsi ti v danem trenutku na razpolago zdravo izbiro. In kako lahko to dosežemo? Menimo, da je ključno, da priporočila, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, postanejo del razpisnih pogojev. Se pravi, vse te ustanove izbirajo ponudnika avtomatov na podlagi nekih razpisnih pogojev in menimo, da mora biti priporočila nujen pogoj, ki ga mora nek ponudnik zadostiti, da lahko postane ponudnik v neki zdravstveni oziroma izobraževalni inštituciji. Kot se je izkazalo namreč v preteklosti, v prodajnih avtomati ostajajo neizkoriščen potencial in da obstaja veliko prostora za izboljšave. So namreč preprost, hiter in priročen način za nakup pijače in prigrizkov, ampak v ponudbi prevladujejo predvsem pijače z dodanim sladkorjem in sladkimi prigrizki. Torej, zavedati se moramo, da zdrava izbira v teh avtomatih ni samoumevna in da ima pravzaprav pestra in privlačna ponudba pri tem pomembno vlogo. Zdaj nekako, če pogledamo ponudbo v teh avtomatih, v zdravstvenih in ustanovah ter univerzah, prevladuje predvsem nezdrava ponudba. In glede na to, da ponudniki imajo ponudbo, ki bi lahko ustrezala priporočilom, vidimo, da pravzaprav lahko zadostijo tem priporočilom in dosežejo zahtevane spremembe. Je pa pohvalno to, da posamezne ustanove že stopajo v to smer in da njihovi avtomati že imajo bolj primerno ponudbo. Kot se je izkazalo v preteklih anketah, raziskavah, si sprememb želijo tako posamezniki teh ciljnih skupin, kot tudi naročniki. Torej, dostopne izbire v javnih ustanovah morajo ponujati zdrave izbire. Zdaj imamo nekak paradoks, da študent se lahko sprehodi iz predavalnice in v nekaj minutah z enim kovancem izbira med pestro paleto sladkih prigrizkov in gaziranih pijač. To velja tudi za zdravstvene ustanove in pravzaprav se nam to zdi nek svojevrsten paradoks, da nekje v nekem okolju, ki skrbi za naše zdravje, kjer se rešujejo številni problemi bolezni sodobnega časa, pravzaprav obstajajo nezdrave prehranske izbire. Torej, obstaja prepričanje, sicer, da zdrava ponudba ni ekonomsko upravičena, vendar s postavitvijo pilotnih avtomatov in promocijo zdravih izbir želimo dokazati nasprotno. Z realnimi rezultati bomo pridobili argumente za uvedbo sprememb in predlaganih priporočil. Kot bomo povedali v nadaljevanju, prvi pilotni avtomat je bil že postavljen v UKC Maribor in rezultati so obetavni. Torej, naš cilj je, da prodajni avtomati prispevajo k razpoložljivosti nezdravih izbir in sicer tam, kjer je izbira že tako omejena. Danes namreč prodajni avtomati preveč olajšajo slabo izbiro. Se pravi, ko smo lačni, žejni, ko smo morda v stresu pred izpitom, stopimo do prodajnega avtomata in tam imamo res pester nabor nezdravih izbir,
ki jo pa morda kasneje lahko obžalujemo. Tukaj so na kratko predstavljeni rezultati prvega pilotnega avtomata, ki je bil postavljen v UKC Maribor. Namreč v obdobju spremljanja podaje enega meseca, 14 dni na klasičnem avtomatu in 14 dni na avtomatu z ponudbo, ki je prilagojena priporočilom, se je izkazalo, da se je prodaja bolj zdravih izbir občutno povečala, in sicer kar za 28%. To nakazuje, da pravzaprav je interes, da potrošniki izbirajo bolj zdrave izbire in da sprememba ponudbe je ustrezna strategija za izboljšanje potrošniških izbir v prodajnih avtomatih in spodbujanje zdravega načina prehranjevanja. Zdaj pa kar predajam besedo kolegici Anja Bovha. Pozdravljeni še v mojem imenu, torej bom jaz kar nadaljevala s priporočili. Na kratko bi vam predstavila, zakaj pravzaprav mislimo, da so ta priporočila potrebna, ter kaj smo v priporočilih zajeli. Torej, raziskavi, ki sta bili izvedeni leta 2016 in 2018 strani Zveze potrošnikov Slovenije in pa Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede, sta pokazali, da ponudba v prodajnih avtomatih ne zagotavlja dovolj zdravih izbir. In tudi glede na spletno anketo, izvedeno med potrošniki marca 2020, skoraj polovica anketirancev prodajni avtomat uporablja v javnih ustanovah, kot so zdravstveni domovi, bolnišnice, domovi za starostnike, 39% vprašanih pa ga uporablja v službi. Torej, to so nekako tarčne inštitucije, na katere smo želeli z našimi priporočili se usmeriti. Namen priporočil je podati torej jasne usmeritve glede primerne ponudbe živil v prodajnih avtomatih, ki pa se lahko prenesejo tudi na ponudbo na drugih lokacijah. Torej ne samo za fakultete, zdravstvene in socialno-varstvene ustanove, za katere smo to predvideli, temveč želimo po koncu projekta seveda ta priporočila razširiti tudi na druge lokacije. Namenjena so implementaciji v okviru razpisnih pogojev za izbiro ponudnika prodajnih avtomatov. Spoštovanje priporočil želimo, da je nujen vstopni pogoj. Torej, da ponudniki prodajnih avtomatov lahko kandidirajo le, če spoštujejo ta priporočila. Za nadzor nad spoštovanjem pa naj bi bila odgovorna posamezna institucija, ki seveda sprejme te razpisne pogoje. Kako pa se uporablja model oziroma kako se uporabljajo ta priporočila? Sicer priporočila razdelijo ponudbo v avtomatih v dve kategoriji. Manj zdravo izbiro, ki lahko predstavlja do 20% ponudbe, in pa bolj zdravo izbiro, ki naj predstavlja vsaj 80% ponudbe. Teh 20% pa je morebiti lahko tudi manevrski prostor za izboljšave in pa lahko dodatno točkovanje v razpisnih pogojih. Živila v razpredelnici, ki vam bom na koncu tudi pokazala, so razvrščena v ustrezne kategorije po mednarodno priznani kategorizaciji, hkrati pa so za posamezne kategorije določena merila za vključitev in izključitev izdelkov na podlagi prehranskega profila, energijske gostote in mase. Kjer je glede na trenutno ponudbo na trgu, ki smo jo pregledali, to potrebno, je izbira omejena tudi z najvišjimi dovoljenimi vsebnostmi maščobe, nasičenih maščobnih kislin, sladkorja, dodanega sladkorja in soli. Ker predvidevamo, da naj bi ponudba iz avtomata pokrila nekako dnevne energijske potrebe za malico, to se pravi 10 do 15% dnevnih energijskih potreb, smo v priporočilih tudi omejili porcije nekaterih izdelkov, ki so sicer primerni za malico, vendar le v manjših količinah. Živila, ki torej spadajo v teh 80% primerne ponudbe, se razen nekaterih izjem po semaforju uvrščajo v zeleno ali oranžno kategorijo. Verjetno poznate sistem kategorizacije živil glede na prehranski semafor v oranžno, zeleno in pa rdečo kategorijo, glede na vsebnost maščobe, nasičenih maščobnih kislin, sladkorja in pa soli. Tako kategorizacijo uporablja tudi prej omenjena aplikacija Veška ješ, uporabili pa smo jo tudi pri pripravi teh priporočil. Vkolikor pa se v prodajni avtomat vključi živilo, ki ga ni možno uvrstiti med navedene kategorije, ki so sedaj v priporočilih. Čeprav, na primer, ustreza merilom za uvrstitev v zeleno ali pa oranžno kategorijo po prehranskem semaforju, se ga seveda lahko uvrsti v teh 80%.
V razpredelnici, ki vam jo pokažem na naslednjem slajdu, so navedene tudi nekatere izjeme, ki pa se v ponudbi dopuščajo zaradi, na primer, spodbujanja uživanja prehranske vlaknine ali pa primernosti za ljudi s posebnimi prehranskimi potrebami. Tu smo predvsem mislili na laktozno intoleranco in pa na celiakijo. Naj omenim, da so bila ta priporočila seveda usklajena z vsemi deležniki v projektu ter tudi z Ministrstvom za zdravje kot seveda financerjem in glavnim pobudnikom tega projekta. Tu na teh naslednjih 2 diapozitivih so predstavljena priporočila, torej tako izgleda ta tabela, po kateri naj bi se ponudniki ravnali. Torej, kot sem že omenila, pri nekaterih kategorijah so omejene, na primer, mase izdelka, skupne maščobe, dodani sladkorji, sol, nekje tudi skupni sladkorji. V zadnjem stolpcu pa so dodatna pojasnila, ki olajšajo ponudnikom izbiro in morda razjasnijo nekatere nejasnosti. S ponudniki smo seveda priporočila uskladili, tako da ustrezajo njihovi ponudbi in pa tudi nekatere seveda njihove argumente, njihove komentarje smo vključili pod dodatna pojasnila. Torej, kaj želimo oziroma kaj s tem našim projektom nagovarjamo je, da naj bi priporočila za polnjenje prodajnih avtomatov postala del razpisnih pogojev v vseh omenjenih inštitucijah, torej na fakultetah, zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah, kajti so avtonomne inštitucije in hkrati inštitucije, ki bi morale biti vzor na področju zdrave prehrane. Ker namestitev prodajnih avtomatov, tako za ponudnike kot za organizacije, ki omogočajo namestitev avtomatov v svojih prostorih, prvenstveno žal temelji na ekonomski logiki, zdrava ponudba še ni predmet razpisnih pogojev, niti ni pogojevana na kakršenkoli drug način, razen seveda nekaterih izjem. Torej, ustanove morajo sprejeti dejstva, da nakup na prodajnih avtomatih je posledica pomanjkanja časa. Ponudba v takem primeru seveda narekuje izbiro. In trenutno kupci izbirajo med obstoječo ponudbo, ki žal ni ustrezna. Potrošnik bi raje večkrat posegal po bolj zdravi izbiri, če bi bila ta na voljo v avtomatu. Naj zaključim z mislijo, kot smo začeli, torej, da prodajni avtomati predstavljajo še neizkoriščen potencial za spreminjanje prehranskih navad prebivalcev k bolj zdravim izbiram. In tovrstni dogodki, kot je današnji, so dober korak naprej v pravo smer. Hvala lepa obema govorkama iz Zveze potrošnikov Slovenije in besedo predajam dr. Ljubislavi Štiblin, direktorici zdravstvenega doma iz Sežane in tudi predsednici naše podružnice na tistem koncu. Izvolite. Dober dan, vsem skupaj lep pozdrav. V bistvu danes sem tukaj bolj v vlogi direktorice zdravstvenega doma Sežana. Smo en tak srednje velik zdravstveni dom. Tudi mi imamo v svojih prostorih, bom rekla, kar v Sežani, kjer je tudi največ obiskovalcev in kjer je tudi največ zaposlenih, spodaj v pritličju, kjer so čakalnice, 2 avtomata. Eden je za napitke, drugi je tudi za ostale izdelke. In moram reči, da smo tudi prvo pogodbo, potreba za te avtomate vsekakor so, tako med zaposlenimi, vseh skupaj nas je 140 in pa tudi med obiskovalci. In moram reči, da kadar pride do kakšen trenutek do tega, da avtomati recimo niso delali kakorkoli, da so jih ljudje pogrešali. In ker je pač zdravstveni dom nekako v centru Sežane, opažamo sicer sedaj, ko je korona problem, ne toliko, ampak tudi drugače so prihajali v naš zdravstveni dom na te avtomate tudi ljudje z ulice, ne samo tisti, ki so potrebovali recimo zdravstveno oskrbo, ampak tudi tako, so pa šli pač ni blizu nekega takega lokala, tudi po nek napitek ali tudi kakšen sendvič, takrat smo še imeli, ali kakšen drug tak prigrizek. Vsekakor so ti avtomati, mi smo se navadili na njih, nekako ne moremo brez njih. In moram reči, da smo prvo pogodbo, jaz sem takrat začela biti direktorica, 2005, sem že zelo stara, ne,
2005 smo podpisali prvo pogodbo z našim ponudnikom, to je pač Automatic Service, no? In pred kratkim smo to pogledali, kaj so bile tiste osnovne stvari navedene, ampak resnici še nismo nič dali posebnega poudarka na to, kakšna ponudba bo tam, ne? Zdaj pa smo, recimo, bom rekla, že na zadnjih 10 let ali pa tudi že malo več, smo se mi začeli zelo zavedati tega, ne vem, ni bilo mogoče ali bo tudi v zvezi kaj s potrošnikom, društvom potrošnikov, ampak že sami smo začeli se vključevati v to, da bi bila izbira v teh avtomatih res zdrava, ne, bolj zdrava, kot pač je bila, pač v skladu s temi priporočili, ki ste jih že prej navedli, da se ne ponavljam, vsi vemo, ne, pač manj sladkorja, manj maščob, več vlaknin, več mineralov, da ni pač to tista prazna hrana, ki nas samo energetsko napolni. In pa tudi, jaz sem drugače tudi medicinka dela in zelo, zelo poudarjam pri vseh in tudi jim napišem pri priporočilih, predvsem to hidracijo, ne. Veliko premalo se zavedamo, kako pomembno je piti, a ne, največkrat mi nekako imamo samo občutek, posebno starejši, da smo lačni, ma v resnici smo samo žejni, a ne. Tako da vsekakor damo poudarek tudi na pitje in tukaj pri pijačah sem jaz zelo občutljiva in mislim, da veliko preveč se premalo zavedamo, da je potrebno res prevelik vnos sladkorjev in pa tudi drugih nepotrebnih takih substanc v telo. Tako da smo že več kot 50 leti, kot sem rekla, mi pač zdaj pač je druga glavna sestra, ampak takrat je bila glavna sestra, ki je tudi drugače diabetološka sestra, edukatorica in je zelo konkretno stopila v stik z našim ponudnikom in so takrat že 2-krat letno je bila, bom rekla, nekako z njimi dogovor, da se dobijo, da uskladijo pač ponudbo in naše povpraševanje in nekako smo zbalansirali to, a ne, da je bil tako ponudnik nekako sposoben zagotoviti neka živila, s kateri tudi lahko ponudil oziroma ker se mu je konec koncev tudi splačalo te avtomate imeti in po drugi strani, da je bilo to ugodno in bolj zdravo za naše uporabnike. Tako da 2-krat na leto, bom rekla, nekako kontrolno in tudi dogovorno se sestajata pač in naša glavna sestra in naš ponudnik in usklajujeta to ponudbo in moram reči, skoraj sem sigurna, no, da smo dosegli nekako tisto, že nekako čez 50%, da so v naših avtomatih živila in pa pijače, ki bi lahko ustrezali oziroma ustrezajo tem priporočilom, ki ste jih vi prej dali. Vsekakor je naša želja, da bi se ta procent seveda še povečal, je pa res, da to ne gre čez noč, ne. Tako da nekako bomo tudi za naprej, tudi pri našem poslovanju nekako šli s tem trendom, da bi ta procent teh zdravih živil, priporočenih živil povečali. Jaz vidim še kar rezervo v tem in sicer, dobro, to, da je sladkor pa ostalo manj soli in vse to nekako že, bom rekla, vsi ljudje se tega zavedamo in moram reči, da tudi včasih med uporabniki dejansko rečejo, aha, jaz bi pa kaj takšnega, ne, ki je, ljudje dosti že vejo, vseeno, no, mislim, da bi kaj vzeli in v bistvu uporabili, če bi bilo tudi še kaj drugega, ne. Se pravi, ne vem, ponudbe pri našem ponudniku je bogata, seveda pa je potem odvisno, kaj se avtomate da tudi od tega, kaj se recimo mesečno oni sami opazijo, kaj ljudje pač seveda več vzamejo, ne. Tako da tukaj je rezerva. Jaz upam, da bo tudi današnja novinarska konferenca tudi en kamenček dodaten na tej poti, da bomo na to še bolj pazili na to, ne, in dejansko delali še več na tem in zelo pozdravljam to videokonferenco.
tako kot direktorica zdravstvenega doma, kot zdravnica, pa tudi vsekakor pa seveda tudi kot predsednica naše podružnice za Kras, Društva za zdravje srca in ožilja. Tako, zdaj sem malo strnila, če bo še kakšno vprašanje, potem pa z veseljem še kaj dodam, no. Hvala lepa. No, naslednji govorec bi moral biti profesor dr. Matjaž Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor. Rekel sem, da ima druge obveznosti, 2 poudarka iz njegovega prispevka bi pa vendarle se jaz dovolil izločiti. Najprej profesor Vogrin poudarja, da imajo UKC Maribor v teku razpis za ponudbo živil v prodajnih avtomatih in da bodo absolutno upoštevajo predložene priporočila. To je seveda veliko sporočilo za vse druge tudi, ki bodo kadarkoli oblikovali razpisne pogoje. In drugo je tudi njegov poziv, da izkoristimo diskusijo o ponudbi v prodajnih avtomatih oziroma o teh priporočilih za pozitivni vpliv na spreminjanje prehrambnih navad med prebivalstvom. Drugo bo vse zapisano v njegovi izjavi. Dr. Blanka Vombergar iz izobraževalnega centra Piramida Maribor ima zdaj besedo. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav iz Maribora. Jaz v bistvu prihajam torej kot predstavnica Društva za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje, kjer sem vodja projekta zdrave prehrane na tem društvu in na društvu se seveda zelo močno zavedamo, da je zdrava in uravnotežena prehrana pri odrasli populaciji temelj dobrega počutja in zdravja. Seveda mora biti pestra, kakovostna in raznolika in prav zato prehrani tudi v društvu Mariboru posvečamo veliko pozornost. Usmerjamo se k osveščenosti prebivalcev Maribora in Podravja o zdravem prehranjevanju kot preventivnemu ravnanju posameznika pri preprečevanju srčno-žilnih bolezni. Posamezni člani in članice predavamo tudi na temo prehrane različnim ciljnim skupinam, tudi študentom, tudi odrasli populaciji, tudi otrokom, seznanjamo jih z novostmi, povezanimi s prehrano in zdravjem. Ker pa prihajam iz izobraževalne institucije, kot sem bila predstavljena, bi predstavila tudi vidiki, torej v zvezi s prehranskimi avtomati, tudi vidik izobraževalnih institucij. Slovenija je namreč ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok resnično posebno skrb. Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani, ki je bil sprejet že leta 2010, torej že pred dobrimi 10 leti. In seveda ta zakon deluje v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje so opredeljene v 2. členu zakona in se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih in pa tudi v dijaških domovih in centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. V bistvu, zakaj sem naredila ta uvod? Ker v vzgojno-izobraževalni zavodi po tem zakonu o šolski prehrani v svojih prostorih in na površinah, ki sodijo v šolski prostor, ne smejo imeti nameščenih prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijač. Izjema so zbornice v šolah oziroma prostori, ki so namenjeni izključno zaposlenim, kjer so lahko nameščeni prodajni avtomati za distribucijo toplih napitkov. Prepoved nameščanja prodajnih avtomatov s hrano in pijačami je leta 2010, ko je bil zakon sprejet, naletela na nekaj burnih odzivov, tako strani šol kot strani staršev.
razumemo, da gre tukaj in za čustven vidik in ekonomski vidik, vendar v letu 2012 je preživela še ustavno presojo, torej da zahteve zakona o šolski prehrani niso v neskladju z ustavo. Torej prodajnih avtomatov s hrano in pijačami v osnovnih in srednjih šolah ni. Po veljavnih zakonodaji je šola v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence oziroma dijake in upoštevati smernice zdravega prehranjevanja. Osnovne šole imajo tudi šolsko shemo. Cilj te šolske sheme je povečanje uživanja zelenjave in sadja, tudi mleka in mlečnih izdelkov in predvsem povečanje porabe lokalnega sadja in zelenjave v šolah. Pregled politik šolske prehrane v Evropski uniji kaže prizadevanja Evropske komisije k zmanjšanju debelosti otrok in prvi geografski pregled med članicami, sodelovalo je vseh 28 članic in Švica in Norveška, je bil v Evropski uniji narejen v letu 2014, ugotovljeno pa je bilo, da približno polovica držav Evropske unije omejuje uporabo prodajnih avtomatov v šolah. Prepoved uporabe imajo poleg Slovenije tudi Francija, Grčija in Litva. Zakonodaja v zvezi z prodajnimi avtomati na fakultetah in študentskih domovih v Sloveniji ni, prav tako tudi v zdravstvenih in socialnih ustanovah, imamo pa, kot smo slišali, priporočila za zagotavljanje zdravih izbir. Kaj bi rekla v bistvu, kako v prihodnosti naprej, kot recimo predavateljica v izobraževanju, torej odprte možnosti za vpliv na ponudbo hrane in pijač v prodajnih avtomatih so zelo velike, tako na fakultetah kot v zdravstvu in socialnih ustanovah. Ciljna skupina so predvsem vsakodnevni nakupovalci, to so recimo študenti na fakultetah, zaposleni v zdravstvenih in socialnih institucijah, ker to je skupina uporabnikov, ki bi jo želeli opomniti in osvestiti, da je pomembna naša odločitev in naša izbira, ne? Moja izbira, veš, kaj ješ izbira. Med študenti in mladimi zaposlenimi ugotavljamo, da je vedno več takih, ki razumejo pomen zdravega prehranjevanja in iščejo zdrave izbire, ker se zaradi neenakomernega ali celodnevnega delovnika mnogi na fakultetah, verjetno tudi v zdravstvu in drugje, odločajo za izbiro hrane v prodajnih avtomatih, je nujno, da se dogovori s ponudniki hrane v avtomatih za boljšo ponudbo ter z odločevalci na fakultetah in zdravstvenih ustanovah, ki pripravljajo javne razpise, da zahtevajo nove, zdrave in kakovostne izbire. Ponudniki se bodo zagotovo prilagodili povpraševanju. Ob upoštevanju smernic zdrave izbire se lahko vnese pomembno ponudbo v prodajne avtomate s hrano, s katero bodo zadovoljni osveščeni in neosveščeni kupci. Vedno bolj mlade namreč zanima zdravo prehranjevanje, pa tudi etika v prehrani, recimo jesti in izbirati lokalno hrano, zavestjo, da je bilo nekaj proizvedeno prijazno do ljudi, prijazno do živali, prijazno do okolja. Te izbire bodo zagotovo lahko tudi živila z različnimi znaki ali oznakami, tudi znakom za srce, z oznakom z manj soli, brez ali z manj sladkorja, brez laktoze, brez glutena. Moje mnenje je, da bi taki prodajni avtomati lahko bili tudi posebej označeni, morda s privlačno zunanjo podobo, ki bi nakupovalce nagovarjala in hkrati izobraževala. Ponudba izdelkov, na primer iz polnovrednih žit, manj mastnih, manj sladkih, mlečnih izdelkov, izdelkov z manj soli, z več sadja in zelenjave, pa tudi zdravih sladic, bo zelo dobra možna izbira. Samo res je, s tem bi končala, odločevalci, ki na javnih razpisih izbirajo ponudnike, se morajo tako odločiti oziroma si to zaželeti. In ena od takih motivacijskih, recimo, možnosti je tudi današnja novinarska konferenca,
In Društvo za zdravje srca in ožilja v Mariboru se absolutno pridružujemo tej akciji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Blanka, in seveda hvala lepa vsem uvodničarjem. Začenjamo z diskusijo. Dogovorili smo se, ker je z nami tudi ena gospa Kata Vidovič, ki je predstavnica enega od ponudnikov, da ji damo besedo in da predstavi tudi svoj vidik, kako se oni spopadajo s problematiko zdrave prehrane oziroma priporočil. Izvolite. Ja, lep pozdrav vsem. Se slišimo? Ja, mi se v bistvu s to problematiko smo seznanjeni, tudi sodelujemo že od vsega začetka, tudi pri pripravi teh priporočil. Zdaj, pogledano iz drugega zornega kota oziroma kaj lahko naredimo, to se mi skoraj vsak dan sprašujemo. Kaj dejansko narediti takrat, ko v avtomatu ponudiš boljšo izbiro, ampak potem ti te stvari v avtomatu ostanejo in na koncu rok preteče, ne? Se pravi, nekaj tudi zavržeš oziroma pač v upanju, da prej zavržeš, pač zamenjaš nazaj na nekaj, kar se prodaja. Skozi se s tem srečujemo. Pričemer, ko smo že pripravljali, ko smo dali komentarje Zvezi potrošnikov na te smernice in ko smo to pripravljali, ko smo analizirali stvari, smo že ugotavljali, da enostavno enolični model, ki gleda samo facing avtomata, mogoče ni najboljša rešitev, je zagotovo prvi korak, neke smernice treba narediti, to se strinjamo. Ampak recimo Zdravstveni dom Sežana je pa verjetno samo iniciativno že pred leti ubral eno drugo pot, ki vsej nam se zdi bolj smiselna, namreč, če se v nekem zdravstvenem domu ugotavlja, da je velika potreba po, ne vem, hidraciji, da se zelo pogosto posega po nečem, potem je treba vedeti, da se tam dela potem na ponudbi manj sladkih pijač. In to je očitno zdravstveni dom zaznal in pri njih se ve, kakšna mora biti postavitev vode. Pričemer v avtomatu, če mi hočemo, da je avtomat uspešen, kar pač kot ponudnik moramo to gledati, drugače se lahko samo umaknemo, ker nismo profitabilni, ne, kar kot podjetje moramo biti. Tako da v bistvu, če gremo mi delati z roko v roki z našim naročnikom in pogledamo res v drobovje, kaj se tam potrebuje, potem so lahko tudi celo boljše rešitve, kot samo gledati razmerje zdravo, nezdravo v avtomatu. Če to na konkretnem primeru povem, če vemo, da se v avtomatu prodaja voda, da se išče voda, je potem za ta avtomat zelo nepomembno, če recimo na eno od špiral avtomata umestimo, zdaj bom rekla, en najslabših artiklov, neko energijsko pijačo. Če potem na analizi letni ugotovimo, da smo te pijače prodali, ne vem, manj kot 20 kosov na leto, vode pa v tisočih, ne? A me razumete? Se pravi, to razmerje 80% zdravih živil naspram 20% nezdravih ni nujno tisto, kar bi morali zasledovati. Mi moramo vedeti, kaj je točno tista lokacija, kaj rabi. Ker na koncu tudi, če mi ponudimo 30 ali pa 40% nezdravih, v resnici nam pa večino prometa dela tistih 60% zdravih, je to še vedno dober rezultat, čeprav navidezno ne izgleda dobro, ne. Tako da pozdravljamo to, saj smo tudi sodelovali. Mi najraje bi imeli samo zdrave artikle v avtomatu, če bi se to prodajalo, ne, oziroma če bi lahko zagotovili, da nam ne bi promet s tem upadal. Tako da naše izkušnje so različne, tudi tam, kjer smo poskušali, predvsem so naše izkušnje take, da kjer smo poskušali drastično, se pravi čez noč spremeniti stvari, se nam je prvih 14 dni, 3 tedne promet nekako ni spreminjal, zato ker ljudje pač so hodili na avtomat in je bilo tisto presenečenje, ok, nekaj rabim, kupim, grem. Po enem mesecu je bil močan upad prometa. Ampak šele po enem mesecu. Tako da v bistvu
te zelo drastični koraki, ko se gre iz, bom rekla, ene postavitve avtomata v popolnoma drugačno, se niso izkazali za uspešne. Postopni koraki, tako kot je šel zdravstveni dom Sežana, ja, tam je to drugače, ne. Tako da tukaj je treba razmišljati, treba se z vsako ustanovo bolj podrobno pogledati. Pri ustanovah smo ugotovili tudi, ko gledamo, kaj ponuditi, kako ponuditi, je zelo nujno pogledati okolje ustanove. Namreč, če je naš avtomat postavljen zraven kioska v nekem bolnici, ne vem, UKC Maribor, saj veste, kakšen je vhod, je kiosk recimo, ali pa v Ljubljani tudi 2 metra stran pa avtomat. In zdaj, če je v kiosku na razpolago 1,5 litrska sladka pijača, ne, pri nas pol litrska, tudi če jo mi ukinemo, si jo bo šel v kiosk kupiti. Se pravi, tudi tam, kjer smo šli, pa da smo rekli, v redu, na tem dvorišču, v tej ustanovi, za vse ponudnike veljajo enaka pravila, tam smo bili uspešni. Tam so se tudi kupci navadili, da pač v našem avtomatu mogoče nečesa ni in niso to šli potem v kiosk kupiti. Se pravi, to je eden res nujnih pogojev, da tako kot je gospa Vombergar prej rekla, so postavili pogoje v osnovnih šolah. Avtomate so vrgli ven, ampak pogoji za ponudnika prehrane so pa ostali striktni. Ni se njemu popuščalo. S tem se pravi, tudi tukaj, če bomo šli, je treba gledati, da se na istem dvorišču vsem postavijo iste pogoje. Kar pomeni na fakultetah, kjer so tudi, bom rekla, kantine, ne, težko bo reči, da v avtomatu ne bo pol litrske pijače, če ta ista pijača bo takoj za vogalom v menzi na razpolago, ne. Tako da tukaj mi vidimo tisto, kar bi bilo fajn še pogledati, mogoče malo več doreči, kako te korake speljati, da bomo dejansko uspešni, ne da jih delamo zato, ker nekdo pritiska na nas ali pa nekaj, ampak jaz mislim, da skupni cilj nam je res vsem, predvsem, da imajo mladi dobre navade, ker te navade bodo mladi prenesli iz osnovne šole naprej, iz srednje na faks, iz faksa v službo, z avtomati se bojo srečevali. In če se te navade spremenijo, mi kot ponudnik bomo vedno navadam sledili, ker mi vedno sledimo povpraševanju. Tukaj sem videla tudi en zelo umesen komentar, ne, da gospod opaža, da pač zelo veliko posegajo v zdravstvenih ustanovah po kavi, ja. In to je res. To smo tudi pač mi vemo in zato smo v enem trenutku že pred leti mi šli samoiniciativno na nastavitev sladkorja 0. Kar pomeni, da nekdo, ki si kupi kavo, če si sam ne spomne, pa si doda sladkor, mu da nesladkano, ne. Kar recimo, to so taki majhni koraki, ki od začetka tudi ni bilo tako dobro sprejeto. Smo imeli pritožbe, pa vaša kava ni sladka, ne. Dokler se niso ljudje navadili, da si, če že res želijo, morajo dodati, ne. Tako da se, marsikaj se da, vendar je treba res gledati vsako ustanovo ločeno, kaj potrebuje, kakšen kupac je tam in kakšne okolje to ustanove. Mogoče zdaj tudi recimo glih Jaz se oproščam, prosim, če se malo skrajšate, ker okvir je, da končamo konferenco v 1 uri. Ja. Jaz bi mogoče postavila samo 2 vprašanji. No. Eno bi se nanašalo na to, v bistvu, kaj dejansko vi predlagate, da mi kot ponudnik naredimo, da bi dejansko ljudje posegali, ker to sem videla tudi v vabilu, je bilo tisto osnovno vodilo, kaj so tisti zadržki, da to ne bi. Ker jaz mislim, da zadržkov nekih hudih ni, ampak kako zdaj ljudi pripraviti do tega, da posegajo po teh stvarih? Kaj narediti? Kaj vi mislite, da bi mi kot ponudnik mogli narediti? Dodatno še. Drugo vprašanje, ki bi ga pa imela, je pa na to, kar je gospa Vombergar prej govorila, ki mi je zanimivo. Dejansko so te avtomati v osnovnih in srednjih šolah prepovedani od leta 2010. Lani, če se prav spomnim, je
Fakulteta za šport lansko leto dala eno raziskavo, da so pa otroci še bolj debeli zdaj. Zdaj, očitno, jaz ne vem, ali je imelo to zdaj kaj vpliv na to ali ne, če je končni rezultat tak. Hkrati se pa sprašujem, če bi mi dali v recimo srednje šole avtomat, ki je samo zdrav, se pravi nič 80-20, ampak 100%, ali bi s tem tej populaciji kaj pomagali, ker v srednjih šolah pa vemo, kako je. Te otroci se pa dostikrat ne naročijo na malico, potem hodijo v sosednji lokal, na poti do lokala jim še kaj prodajo, kar niti ne sodi v prehrambeni sektor. Tako da tukaj se sprašujem, če bi to lahko dosegali, a bi to kaj spremenilo? Koliko bi lahko spremenili s tem? Ja, dobro, hvala lepa za vaš prispevek. Mislim, da bomo lahko še v nadaljevanju še kakšno mnenje slišali. Hkrati sem opazil na chatu, da se je že kar ena polemika razvila, kar je tudi dobro. Zdaj imate besedo drugi udeleženci. Mislim, da je roko dvignila tudi Zveza potrošnikov Slovenije. Jasmina. Ja, res je. Hvala za besedo. Jaz bom samo na hitro naredila uvod, potem pa nadaljevala. Dejansko mi poskusimo komunicirati z ustanovami že vrsto let in nekako se vidi, da nek interes obstaja. Dejstvo je, zakaj priporočila. Ker v ustanovah večinoma skrbijo za pogodbe, ki se tičejo tudi, kdo bo vstopil s prodajanjem avtomatov v njihove prostore, posamezniki, ki nimajo prehranskega znanja in niti ne upoštevajo tega vidika, kaj v avtomatu bo. Torej, s priporočili smo mi stopili vsem tem nasproti, da pravzaprav ne glede na to, kakšno predznanje imajo na tem področju, te preprosto to umestijo v razpisne pogoje, oni lahko zagotovijo, da bo ponudba v prodajnih avtomatih bolj zdrava. Seveda je to tek na dolge proge, ljudje se ne bojo čez noč prilagodili tej ponudbi, ampak nekje moramo začeti. In ker do zdaj nekako se je izkazalo, da če ne naredimo nekega konkretnega reza, teh sprememb ne bo, so priporočila korak, da to nekako na to področje korenito posežemo. Ja, pa še Anja, par dodatkov. Ja, hvala. Naj omenim, da priporočila seveda niso zavezujoča. To ni nek dokument, kateremu bi morali zdaj 100% slediti. Torej, če obstaja morda dogovor med zdravstveno inštitucijo in pa ponudnikom avtomatov, da se zadeve lotijo postopoma. Torej, naprimer, morda najprej 50-50 in pa potem na dolgi rok, kot je že omenila Jasmina, stremimo k temu razmerju 80-20, torej 80% zdrave ponudbe. Zavedamo se, da to ni mogoče postaviti čez noč. Kot je že omenila gospa iz Automatic Servisa, ja, očitno ponudba, se morajo tudi potrošniki prilagoditi taki ponudbi. Prav zato pri Zvezi potrošnikov Slovenije vedno delamo na obeh stranih, torej na spremembi ponudbe oziroma na spremembi okolja, kot tudi na delu izobraževanja potrošnikov o tem, kakšne so pravzaprav tiste zdrave izbire. Morda bi se tu navezala na Kato, glede tega, kako bomo posegali tudi na vse ostale ponudnike v okviru nekih zdravstvenih ustanov ali pa šol. Torej, zavedamo se problematike in nameravamo tudi v prihodnje z našimi nadaljnjimi projekti, seveda kot smo se tudi že pogovarjali v preteklosti, targetirati vse ponudnike. Avtomati so tisti prvi korak, ki ga delamo v tej smeri. Najlažje je zagotoviti ustrezno ponudbo v avtomatu. Potem pa je seveda treba delati tudi na ostalih ponudnikih, na omenjenih kioskih, na ponudbi v menzah in tako dalje. Torej, treba je spremeniti celotno prehransko okolje teh inštitucij. Pozdravljamo tudi strategije, ki ste jih že omenila glede kave, torej vsi ponudniki seveda bi morali najprej zagotoviti kavo brez sladkorja, potem naj si potrošnik doda sladkor in pa še glede izobraževanja. Tudi avtomati kot taki so lahko prostor za izobraževanje potrošnika. Kot vemo, sam facing, torej postavitev izdelkov v avtomatu dejansko je oglasni prostor. Torej, tiste zadeve, ki jih postavijo
ki jih postavite v višino oči, v sredino, so tisti, ki jih bo tudi potrošnik najprej opazil. Torej, kako spodbuditi zdravo izbiro je tudi s tem, da na ta območja seveda postavite morda tiste izdelke, ki so nekako boljša izbira, medtem ko tisto manj zdravo oziroma manj ustrezno izbiro na tiste dele, ki niso tako vidni oziroma ki jih potrošnik ne opazi tako pogosto. To je to, no, kar sem si zaenkrat zabeležila z govora gospe Kate, tako da predajam besedo še komu drugemu, če ima morda komentar. Hvala lepa, no, ampak jaz bi vseeno rad opozoril, ni naš namen, da danes odpiramo polemiko o teh stvareh zelo široko, zato je gotovo bo še kakšna priložnost, kakšnem strokovnem ali drugačnem srečanju na kakšni okrogli mizi, a ne? Ampak naš namen je zelo jasen, ne? Želimo vzpodbuditi na eni strani ustanove, kjer ti avtomati so ali pa kjer še razmišljajo, da jih bodo angažirali, a ne? Da spoštujejo priporočila oziroma načela zdrave prehrane. Drugič, želimo prispevati k temu, da se v javni diskusiji obrne pogled prebivalcev na zdravo prehrano, ne glede na to, ali je v avtomatu ali pa še kje drugi. Skratka, ta je naš prispevek in mi smo temu tudi sledijo projekti, ki jih društvo in Zveza potrošnikov izvajamo. In zdaj, ja, še eno vprašanje, se oproščam. Aha, vidim, da je odgovorjen že, a ne, tu gre za vprašanje realne ocene, kako zdaj to izgleda v tem trenutku, a ne, v Sloveniji, kakšno je razmerje. Ne moramo vsak dan delati nekih raziskav, ampak verjetno je mogoče res prišel čas, da se naredi ponoven pregled, kaj se na terenu dogaja. Kot jaz vem, je Zveza potrošnikov to pred nekaj leti naredila to raziskavo, ne. In takrat verjamem, da je bil položaj slabši, kot je danes, ker se vendarle v državi mnenja spreminjajo. Vsekakor mi lahko rečemo, da so neki koraki v pravo smer in tudi dejstvo, da se o tem sploh pogovarjamo, je nek pozitiven pokazatelj in tudi to, da so ponudniki pristopili, da se pogovarjajo z nami, mi to ocenjujemo zelo pozitivno, tako da res hvala tako Automatic Servisu in kot Delikomatu, ki sta dva največja ponudnika, da pravzaprav sta pokazala interes. Brez njih teh sprememb ne bi mogli na tak način uvajati. Hvala, no jaz bi rekel, pozivam vse, da si v chatu preberete mnenje gospoda Černelča. Zdi se mi, če ga mogoče bomo, prodajni avtomati bodo postopno zavzeli s pestrejšo prehransko ponudbo vsa naselja, saj delujejo 24 ur vsak dan. Torej je skrb za pravilno usmeritev zdrave ponudbe še kako na mestu. To je to, kar bi na koncu lahko bila eno od naših sporočil. Ja, počasi prihajamo v tisti naš časovni okvir. Želi še kdo postaviti kakšno vprašanje našim govorcem? Ne vidim nobenega vprašanja več oziroma roke. Potem zaključujem našo novinarsko konferenco. Hvala vsem govorcem, hvala vsem, ki ste sodelovali in hvala seveda vsem, ki boste kakorkoli prispevali k osnovni ideji te naše konference in pa seveda teh projektov. Skratka, zdrava prehrana tudi v prodajnih avtomatih in seveda zdrava prehrana v vsakdanjem življenju sta naš klic. Izjavo za javnosti pa bomo posredovali zdaj v naslednjih minutah vsem, ki so tudi prijeli vabila na konferenco. Na izjavi za javnost, na to bi še opozoril, so pa tudi kontaktni podatki. Če bi kdorkoli želel od kogarkoli naših govorcev kakršnokoli dodatno mnenje, gradivo, kakorkoli,
ima ta možnost, da to izkoristi. Torej, hvala lepa in pa nasvidenje. Hvala, lep pozdrav. Ja, Nasvidenje. Hvala vsem, V redu. nasvidenje. Nasvidenje. Zelo koristno in Nasvidenje. uspešno. Hvala. Srečno. Blanka, lep pozdrav. Nasvidenje. Zdravo. Nasvidenje s Krasa.